Vladajoča politika je zdaj ugotovila, da ima zvezane roke in nima vzvoda, da bi Agencijo za energijo prisilila, da metodologijo spremeni oziroma v življenje vrne tisto, ki smo jo poznali. Po božičnem pozivu naj člani sveta odstopijo, gre vlada zdaj še bolj na nož. Kot je danes napovedal minister Kumer, bo že prihodnji teden vlada v državni zbor poslala predlog za njihovo razrešitev. Svojo rešitev je ob tem ponudil še šef Elesa Aleksander Mervar, ki predlaga nekakšen kompromis in uvedbo poenostavljenega sistema z le 3 časovnimi bloki. Poslanci Gibanja Svoboda pa bi visoke položnice zamejili kar z interventnim zakonom. Kakšnim? Tadej Grešovnik. Zlepa ali zgrda, oblast bo tako ali drugače umaknila še preostale 3 moteče svetnike v agenciji. Tako je danes, ko je agencija vnovič potrdila, da ne bo upoštevala pozivov vlade, špekulacije pred kamerami potrdil minister Kumer. Vlada bo vsekakor državnemu zboru predlagala razrešitev svetnikov, ki niso samostojno odstopili. Hkrati pa bomo seveda tudi pretresali, kako čim prej, čim bolj učinkovito zdaj v visoki sezoni še zagotoviti in kompenzirati ta strošek. Pa danes sploh vemo, ali so ti stroški dejansko višji, politika navaja ekstreme. So dobili stroške po 700% višje. Stroka istočasno miri. Veliko pretiravanje je bilo, ko se je navajalo 300, 400, 500%. V praksi podobno, eni zadovoljni. Ne čutim razlike. So enkrat zvišali računice? Ne, celo zmanjšal. Drugi so nad novimi položnicami manj navdušeni. Mislim, da so kar nekaj višji, ja. Še nastradalih smo lani dali sončno elektrarno, ne? Tako da je katastrofa. Da so največji osmoljenci novih pravil prav tisti, ki so se podali na pot zelenega prehoda, opozarjajo tudi v največji vladni stranki, kjer so sicer še pred meseci novo metodologijo zagovarjali. Akt o omrežnini direktno penalizira tiste privatne vlagatelje, ki so investirali v svojo sončno elektrarno, v svojo toplotno črpalko in v električne avtomobile. Zato bodo v Gibanju Svoboda podprli razrešitev svetnikov, še več obljubljajo tudi zakon, ki bo, kot zagotavljajo, reševal anomalije. Na kakšen način? Glejte, konkretno vam danes na to vprašanje ne znam odgovoriti. V opozicijski SDS danes le pisno, da je vlada preslišala opozorila, zdaj pa panično za zmedo krivi druge. V prvi vrsti je trn v peti vladne ekipe seveda šefica agencije Duška Godina, ki se še naprej ne zmeni za pozive in ultimate premierja Goloba. Agencija je zgrešila bistvo, da podpora čistemu prehodu je nujen korak k varnejši prihodnosti za vse nas. Aktualna vlada, ki ima ta hip povsem zvezane roke, zdaj očitno računa na pomoč šefa Elesa. Po njemu uspelo prepričati šefico agencije, da vsaj nekoliko spremeni pravila. Direktorica agencije spoštuje, ona ima pravico do odločitev, ki je odločila. Je pa tudi res vprašanje čustvene inteligence posameznika, ali si se sposoben prilagoditi, kak predlog sprejeti. Da je metodologija, ki jo je pripravila agencija, v osnovi dobra, še zagotavlja Mervar, a hkrati opozarja, da so nihanja med letno in zimsko sezono resnično velika. Zato sam predlaga kompromis in nekakšno prilagoditev novega obračunskega sistema. Predlagamo 3 časovne bloke v delovnikih, predlagamo 2 časovna bloka v dela prostih dnevih. V prehodnem obdobju 2 do 3 let ne predlagamo više pa nižje sezone. Na Mervarjevo pobudo se je sicer odzvala tudi agencija, ki pozdravlja takšne predloge, ki jih bo, kot so zapisali, svet tudi resno in odgovorno obravnaval. A seveda šele, ko bo tam sedelo dovolj članov, svet agencije je namreč ta hip po vladnem pozivu in odstopu 2 članov, tako rekoč neoperativen in takšnih rešitev, če tudi bi za to obstajala volja, niti ne more sprejeti.